Kaj, je že? A smo že? A smo še live? Dober večer, lepo pozdravljeni v, sem hotel reči, Tinetovi delavnici. Pozdravljeni v MTBC Live. A bo počakala, da kakšni gledalci pridejo, ali kaj? Ne vem, lahko pa še malo zabava pride, lej. Tole je bilo veliko vreden prejšnji teden parkirna prepustnica za Garda festival. Evo, gledalci prihajajo. Asistent iz Držije nam sporočajo, da se gledalci nabirajo. MTBC Live številka, ne vem več koliko, vsak teden imamo enega, od ne vem kdaj. In tokrat gost v improviziranem studiu v novih prostorih lokala, ki še nima imena, je pa zraven kafe Fontana za Bežigradom, zraven ene fontane, v kateri še nisem videl vode. V glavnem v temu stilu motori, grafiti. Ni še odprto, tukaj sediva na gradbišču. Bo pa v kratkem. Tine Činč, poznate ga iz Tinetove delavnice, mehanik, single speeder, kako bi te opisali v enem stavku? Biker? Ja, ljubitelj psov, ljubitelj dobrih zrezkov, dobrega piva, pa ja. Pa sovražnik tetoviranja, ne? Ja, prokleti tetoviranci, problemi z njime, pašišarje. Lahko govoriš v tvojem domačem dialektu prekmurskem? Vagučala. Lej, ne pretirava, ampak tako, kot govoriš o Tinetovi delavnici, ker tvoja hitrost lepo počasi in tvoja izgovorjava v bistvu omogočita, da skoraj vse razumemo, česar pa ne razumemo, pa povežemo v kontekstu. Ne? Za mene je vrede. Kljub temu, da ima za seboj celo uspešno sezono Tinetove delavnice, začeli smo drugo nedavno, Tine še vedno hodi v službo, šrafa kolesa. Kolesarski center Bauer Service, prepeljajte bicikla, zrihtam v nulo. Povejmo najprej to, kakšen kolesar si ti. Vsi mislijo, da si ti zdaj en punk, ki vozi single speed, ampak tvoja kolesarska zgodovina je dosti širša, ne? Ja, ko sem bil star 4 ali pa 5 let, sem se član v kolesarski klub Tropovce, doma sem bil na kolesarski ulice. Kolesarska ulica? Kolesarska ulica 27, taka za kaka pismo oboževalcev, pa to vse še lahko tja pošljete. Zdaj sta fotar pa mama še tam. Tako da ja, zraven je kolesarski klub bil, kolesarski klub je bil 200 metrov stran, fuzbolski klub pa 500 metrov. Se pravi, si moral kolesarski? Ja, edina logična izbira je bil kolesarski klub. Tako da to je trajalo do 19. leta, cestno kolesarstvo, pa vmes je še bilo vse drugo, pa se je pač najdel mountainbike, downhill, dirt jump. Pol po tistem pa kar mountainbike večinoma specialka je šla na steno, pa je mountainbike ostal. Kako si zapopadil, zdaj si single speeder, daj si zadnji menjalnik vozil? Zadnji menjalnik? To je bilo na downhill biciklo leta 2010. Morwood, Izimu je bil bicikl z Ultegra menjalnikom. To je Dugi zrihtu? Tak, ja, Duge. Freerider. Ja, to je bilo to. Ostalo pa se brez menjalnikov. In kaj je fora, mislim, ni treba meni razlagati, razloži ljudem, jaz tudi vozim single speed, kadar je treba. Ampak v čem je to single speeda in potem še druge stvari, ki te je okupirala fat bike? Ok, no zdaj single speed fora, ne vem, pri meni je bila single speed fora, ko ni bilo keša za menjalnik. Več bicikl sem imel, menjalnika nisem imel, pa jebi ga, pa se tak. Pol pa, ko je bil cash... ne smiš mi ti jebi ga reči, no, bo te si live. Ja,
ta težka zdaj. No, glavno, ni bilo keša za menjalnik, pa sem brez menjalnika. Pol pa, ko je bil keš za menjalnik, pol pa sem videl, ko so menjalniki brez veza. Tako si jih že prerastal. Ja, kar nekaj, tako da kar single speed, to je to. Kaj pa fatbike? Fatbike, to pa je krivec Uroš Ložar, je krivec za fatbike. Asistent režije, producent Tinetove delavnice. Motro, ko se en bicikl sestaven, pa železnega, pa 29 solarja, pa vse tisto zagnan, sestaven single speeda, pa mi on da fatbike za probat, pa konec, tisti bicikl več ni bil zanimiv, je treba si ponučil samo še balance. Ja. Pol pa še eno par modelov tako ostalih tukaj, pa sem še v druge stvari odpadel, tako da je to zdaj to, custom single speed bicikle. To je preteklost pa prihodnost mountain bike-a. To zapomnite. Pa misliš, da ne bomo vsi vozili e-bajkov, oziroma eni bojo šli na e-bajke, drugi bomo šli pa na single speed, vmes pa ne bo noben ostal, kaj? Mogoče, kakaj izjeme. Ne vem, te teme, e-mountain bike, pa to ni, pa karbonske bicikle, pa levo, pa desno, to je vse brez veze. Naj kdo vozi, komu paše, naj vozi tisto, pa to je to. Zdaj se bo vsak najde noter. Kaj pa karbonski single speed fat bike? Karbonski single speed fat bike. Kaj pa karbonski single speed fat bike e-bike? Ne. Železo pa titan. Ok. Še eno manijo imaš, stara kolesa. Ja, to pa je bolezen. Bajeka na Harvardu, na inštitutu, zdaj bodo probali dokazati, ko je to dejansko bolezen, ko ni to sam nakladanje, vse skupaj, ampak ja. Hoarding. Ja, hoarding, recimo, ja, ampak malo lepšem smislu tega. Tako da ja, stari bicikli, vse, kaj je pred vojno bilo narejeno, to je. In tega nimaš 10, nimaš 20, ampak? Ne bom na glas povedal, ko zihar mama poslušal, tako da, ampak jih je. Tromestna številka zdaj že. Tromestna številka predvojnih koles. Ja. Ste dobro slišali? A se nam upa pa niso na prodaj. Upaš povedati, kjer je tisti dragulj, o katerem si mi že govoril? Ja, to je pa bicikl, ki je sodeloval leta 1898 na Tour de France, zmagal eno etapo, dobo od v bistvu je bila ženska, ki je to bil bicikl od njenega pradedeka, ki je vozil na tiste dirke, tako da bicikl s papirje, ročno delam, vse original. Za koliko prodaš? Ne prodam. Jož Trucel, karbonski 29 fat downhill e-bike single speed. Ok. No comment. Dej karbonski ven. Ne, vsaj koliko, mislim, e-bajki, pa to vse, če komu paša naj vozi, kako je kurac, to zdaj mislim, sorry, pardon my French, ampak to vse nekaj zdaj samo gluposti berem po teh forumih, ni dobro to, ni dobro ono. Vse je vredo, sam dogonte. Ja, točno to je, ni bistvo mountain bike, pa to piše ljudje, ki imajo enkrat 12 sram igla gor na karbonskem biciklu z elektronskimi amortizerje. Če to ni to, pol moraš imeti železen mountain bike, s trdovilco pa s kantelever zavorame. Pa pol lahko pišeš, ka e-bike ni smisel mountain bike, če pa to ne voziš, pol pa naj vsak vozi, ka ne boše. Dej še kaj povej o prekmurski mountain bike sceni ali pa širše, tudi BMX scena je dosti močna zgodba, ne? Prekmurska, prvo je bila mountain bike scena, pa pol je bila BMX scena, ampak ja, bilo je, tam se je dogajalo dosti stvari, ampak je večina Slovenije tega ni videla, ker še ni bilo interneta, ali ker ni bilo interneta, pa ni bila še pomurska avtocesta dokončana, pa kdorkoli je bil doma dlje od Maribora, rekel, Prekmurje, pizdo, to moram 3 dni dopusta vzeti, kad ja pridem furat, ampak ja, se je dogajalo, pa še vedno se dogaja. Jaz sem si zelo zapomnil, ko sem bil v Veščici na... Veščica, tam je zdaj
flat, ravno, Aleš Flisar je bil tam doma, on je tam prekopal, še pa još, v bistvu vsi smo prekopali. Kje pa tam zadeva? Avstralije. Avstraliji? A mi že ne zgleda v Avstraliji? Mogoče Aleš. Dobro jutro! 10 let poročil tam gor. Matevžu Webru si všeč, hvali Borisu Demšarju pa tudi. On pa meni zdravje piše. To so tele železniki, železnički. Ja, MTB železnike, Panda pa še nekaj na single speedu. Imam prav? Te norci. Panda pa Viking. Ja. Sta bila, ne? Ja. Okay, cool. Ne vem, če se spomnijo, kaj je single speed evropskega prvenstva te tatje. No, vse je bolj megleno bilo, ampak ja. Kje so ostala? Prepreksnosti sceni. Vse dogaja. Ja. Enega cestnega kolesarja imate vrhunskega. No, to je ena stvar. Drugače je pa dosti dobrih kolesarjev, pa delajo dosti, pa lepe proge imajo. KK Bula, Vodranca je pump proga, na Goričkem, Trejbaš, dual proga. Dule Lepoša. Dušan Lepoša itak, 1A. Že 15 let, od da ga pozna, se trudi pa dela skos na tom, tako da če kdo še furate, naj kontaktera, pa najde se puno stvari tam zadelate, pa furate. Pa ne vse ravno, tudi brege imamo. Kako je prišlo do Tinetove delavnice? Tinetova delavnica? Uroš naša režija je, on je producent. Ta plac, pa Uroš Ložar, pa Pirček, pa pol je to vse zraslo skupaj. Brainstorming. Recimo, ja. Team building. Team building, vse skupaj, brainstorming, vse naenkrat. Eno nagrado imava. Nagrado? Sva pa huda. Ti si hud, Miha, ti si hud. Kaj prav, Demšar, Viking, Panda, pa en Vosu. Ko sem jaz dobil nagrado, moram jaz podeliti. Ne, ti moraš podeliti nagrado. Ok. Daj razloži, kaj imamo tukaj. Nagrado pa imamo od... To zdaj narobe piše, a ne? Ja, vse kontra. Woodman's Finest. Roba iz avstrijske Štajerske, a ne? Tako, z Graca. Kaj je to? Organska maziva. To je mango sirup, pa ste, za verigo. Dobra za verige, dobra za palačinke. Dela jih en gospod po imenu Kristjan. To takole izgleda, da ste mislili, s kapalko, direktno iz laboratorija. Pa diši, povohaj. Takole. To bi dal jaz v, ne vem kam. Je to res za na verigo? Glavno ja. Kristjan je pa mehanik od enega dečkota, ko ga mogoče kdo pozna, Danny Hart, svetovni prvak, aktualne v downhillu. Ker je v štajerskem timu, ne? Ja, recimo. MS Racing, ne? Tako, ja. Mondraker. Ja, tako da on uporablja tudi te zadeve, pa super stvar. Lejko si, kaj pravi Srečko, lejko si bilice gor izpečeš. Lejko si bilice gor spečeš. Spečeš. Skoraj dobro Srečko kovaš, sam ne še glih. Dobro. Tako ja, nagradno pa vprašanje. Na mest vedeš 40, ja. Ja, vedeš 40, okej. Vidiš, da smo zdaj bike linijo, ne bomo kritizirali, osnovni 40. Modro-rumeni za pucanje, za mazanje, ne. Ja. Nakradno vprašanje. Vprašanje imava, a si ga zapomnil? Ker so se prav pripravila, pa se vprašanje že prej si zmislila. Koliko epizod je bilo lansko leto Tinetove delavnice? A prevedem? Skupaj z pilotom, ja, podnapisem. V prevodu, koliko epizod je vsebovala prva sezona Tinetove delavnice, vključno s prvim delom? Koliko že? 7, napačno. Jaka Holovar! Spet gre v pol zelo nagrada. Pa te so nori, Jaka, piši, a v šti dostavo? Lahko, ja. Piši Tinetu, Tine Činč na Facebooku, mu piš, pa se zmenta za prevzem. Jaka Holobar, si zapomnil? Da ti ne bojo zdaj vsi pisali. Režija, koliko imamo še časa? Še 5 minut.
v pesmo. Mene zmanjkalo vprašanj. Daj povej še kaj. Kaj te še zanima? Projekti, ne vem, a boš... Projekte, Ja. glede... A si zadovoljen s tem, da šraufaš in da snimaš Tinetovo delavnico? Ja, mislim, projekte. Ali čakaš, da Dani prepelje svetovno single speed prvenstvo? Svetovno single speed prvenstvo, mogoče. Tine je tudi veliko pomagal lani pri Evropskem single speed prvenstvu v Kobaridu. In naš single speed guru Dani Kovačič, ne, ki je najbolj vsekan slovenski single speeder, po moje ne gleda. Dani gleda, Dani komentiraj, če gledaš. Po mojemu baba ne pustim. Ne, ona tudi gleda. Ko bo on dobil svetovno single speed prvenstvo, bomo vsi pomagali, ne? Ja, upam. Zdaj ste slišali, kaj je rekel stric Andrej. Ja. Tako da, kdo bo imel volo, se ziher najde delo za njega. Ja, letos... Nekaj nam kažejo iz režije, pa ne razumem. Lejko poveš na glas. Aha, Flaša. tle imamo rekvizit, ne? Samo se ne vidi, kaj je. Rekvizit se ne vidi. Dej umaknem se, lej. Ostani. Jaz. Ja. Ne vzemam rekvizit. Tole vsebuje Tinetov sedež. Zadnji imamo Tinetovo kolo, Kaj se to vidi? ki ima tole pod sedežem. Tudi če se vidi, piše kontra, tako da... Ja. My drinking team has a cycling problem. Okay. Ja. Miha Gašperin pride pomagati svetovno prvenstvo delati. Znani single speed rider z Goni Poni, Miha Gašperin. Kaj imaš, vodo, ne? Oglikove hidrate. Izostar. Izostar, tako. Tlele na sosednji ulici je še kle tale, ki Izostar uvažajo. To je vse kle doma, za Bežjega doma. A ne? Ej, nič, zelo učinkovita sva bila, no. Pridite v Kafe Fontana, tukaj nastane velik del člankov na MTBC. 3.6. Miha na Goni Pone. Ja, 3.6. Goni Poni, največja single speed dirka letos v Sloveniji. Ja, pa naš Uroš Ložar, pa Tine, pa mečken jaz smo tehnična ekipa. Tako da, če imate prelahko razmerje, malej, v bistvu, če se z nami zmenijo, lahko pride tudi z elektroponijem. Ja. Če ste z nami zmenili, lahko pride tudi z elektroponijem. Kaj šele stanovim na menjalnik, lej. Samo s Tinetom se zmenite. Miha, sem hotel reči, da te pa dovolimo z elektro, ampak ne, glih tep ne. Ne, ti, Miha, niti podrazno. Ne, glih ti. Ti boš trpel, da vrlo. Glih ti moraš prideti brez elektrike gor. Ni odpustkov. Nič, hvala lepa, to je bil MTBC Live s Tinetom Činčom. Aja, tole moramo narediti za slipsa na koncu, veš, kaj zrežem, takole. Hvala in glejte posnetek še, da boste videli, če česa niste razumeli. Čau!